prodaja in trgovanje. Tukaj bi izpostavil tiste stvari, ki so najbolj vplivali, je bilo to, da s tem porastom cen so nekateri dobavitelji začeli dvigati cene, nekateri so zapustili trg, če se spomnite Telekoma, nemški E.ON, in takrat so potem odjemalci masovno hodili k nam je prišlo več kot 70.000 odjemalcev. Za te odjemalce mi nismo imeli zakupljene energije na zalogo, zato smo morali dejansko kompenzirati, predvsem to so dejansko na GEN-I-ju uspeli skompenzirati iz boljših rezultatov na trgovanju, ampak vse te odjemalce smo sprejeli, tudi konec prejšnjega leta oziroma zadnjem kvartalu je GEN-I uvedel program varčevanja z energijo, zdaj bojo prvi rezultati, da bomo videli, kaj so uspeli gospodinjski odjemalci narediti in tudi s tem vam bo sledile nagrade, tako kot je bilo obljubljeno. In ostajamo še naprej najbolj zaupanja vreden dobavitelj v Sloveniji, kar nenazadnje kaže tudi ta številka 70.000 odjemalcev. Takrat, kadar so stvari se zaostrile, so odjemalci preprosto iskali nekoga, kateremu so se počutili varne in so pač prišli k nam. Tako da si tukaj pač štejemo to kot uspeh, četudi je kratkoročno na nas to seveda finančno negativno vplivalo. Druga stvar je trgovanje z električno energijo. V letošnjem letu bomo tik pod 100 teravatnih ur, se pravi bistveno manj kot v letu 2021, kar je razumljivo, zaradi tega, ker so bile razmere na trgu tako zakomplicirane, da smo morali zmanjšati aktivnosti in posledično obvladovati ta tveganja. Tudi promet trgovanih količin je bil nižji kot v letu 2020 in to vse gre z roko v roki s tem, na kakšen način smo se soočali s to krizo. Kljub vsej tej povečani volatilnosti je sploh družba GEN-I izjemno uspešno delovala in dejansko tudi na teh trgih ohranjala svoj vodilni položaj.